Pozdravljeni, danes sem z vami Barbara Višnar in danes imamo tukaj v kuhinji polno dobrot. Tale košarica je polna divjih zelenih rastlin, ki jih zdaj lahko dobimo iz narave. Narava nam vse to ponuja. Tukaj vidimo čemaž, koprivo, še kaj več. Z mano je danes tukaj dr. Katja Rebolj, ki se ukvarja z nabiranjem teh divjih rastlin. In Katja, z vami bomo tudi priredili en dogodek, nagrado Jablje pri Mengšu, 18.6.2022, kjer bomo nabirali divje rastline. Povejte mi kaj več o tem. Tako, več ali manj bomo takrat preživeli v gozdu, nekaj na travniku, malce ob vodi in tam bomo najdali zelo različne rastline in bomo si iz njih tudi pripravili okusne obroke. Čudovito, tako si bomo midve zdaj. A je tako? Ja. Tako. Kaj bomo danes pripravili? Evo, danes sem pripravila eno tako jed iz čemaža. In sicer, ko sem želela sem jo pripraviti po takem tradicionalnem zgledu. Včasih so ljudje te stvari pripravljali zelo preprosto. Prav tako, ko sem prej opisala, da bomo šli na delavnici, so šli tudi oni. Torej so stopili v naravo, mogoče samo na svoj vrt, ali pa na travnik, ali pa v gozd. In tam sem tudi jaz danes nabrala kar nekaj rastlin. In vse te rastline bom potem neko tako mešanico naredila in izbrala sem pravzaprav eno tako preprosto jed, ki si jo lahko naredimo tudi potem, ko gremo na sprehod, dovolj na hitro. Za sabo, a ne? Ali za sabo, ali pa še rajši potem po sprehodu, ko si utrujen, pa si lahko na hitro res neko tako hranilno jed narediš. Katja, zdaj pa prosim, a bi lahko ti mene prepričala, da je to res čemaž? Jaz vem, da se da čemaž zamenjati z drugimi stvarmi, podleskom, kaj še, čmerika, nekaj podobnega? Tako, čmerika pa šmarnica, te so najbolj taki hudi, potem so pa še kakšni. In čemaž je tako, ne. Jaz po vseh teh letih nabiranja še vedno čemaž nabiram list po list in rečem pecev po pecev. In ravno v tem se čemaž razlikuje od treh, ki sva jih omenili. Namreč, ko zagrabimo podlesek ali pa šmarnico, ne moramo samo utrgati enega pecla in enega lista, ampak so te listi zloženi tako enega od drugega. In se potem iz istega korena, ne? Tako, iz čebulice ali pa iz korena tako raste in zaradi tega pravzaprav, ker pa prihaja še vedno do zastrupitev, ampak moram tukaj povedati, da gre moje opozorilo danes predvsem izkušenim nabiralcem, namreč, če pogledamo te zastrupitve, ki so bile v zadnjih letih, vidimo, da je prišlo tudi zastrupitvah pri izkušenih nabiralcih. In to zato, ker so izbrali neustrezen način, kako so nabirali čemaž. Naprimer, treba je res paziti, da nismo površni, da ne pobiramo kar vsega skupaj, da ne zagrabimo vsega skupaj in mogoče vmes vzamemo še kakšen listek strupene rastline. Glavnem, treba je biti pazljiv, po domače povedano, a ne? Zbran in pazljiv pri nabiranju. Zdaj se pa midve kar lotiva tega. Ja. Kaj bomo pripravili torej? Evo, dejva kar to, te tradicionalne jedi, po katerih sem se jaz zgledovala, pravzaprav najdemo tako v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji. Povsod so namreč imeli neko tako jed. In če midve zdaj kar vzameva en šopek čemaža, pa potem nadaljujeva spet z tole, ki je podobna regratu. Kaj točno je to? Tako, to je krompirjevka, to je, rečemo tudi, gozdni regrat, ima pa tako nehvaležno botanično ime, namreč se ji reče po botanično smrdljivka, in pravzaprav... Čakaj malo, da povoham. A smrdi? No, evo. Pa nima vonja. Tako, če kar takole jo pomencajte in potem jo pravzaprav spoznamo. Res je, pravo ime ima smrdljivka.
Tako, ampak njen vonj pa seveda zelo spominja tudi na krompir, zatega je tudi dobila to domače ime krompirjevka. Meni se zdi, da malo bo spominjala, veste, na tistega hroščka smrdljivca. Mogoče zato smrdljivka. Zanimivo, evo, to pa še nikoli nisem slišala, tako da ja, to ime je dal Linné in pravzaprav mogoče se je tudi to njemu zgodilo. Zakaj pa ne? Mogoče. Zdaj rabiva še krompir. Ja, tako. To se pravi, jaz sem izbrala same preproste sestavine. Ta jed se pa pravzaprav naredi tako, da se te rastline, ki se jih nabere, se jih lahko kar na olju popraži, ampak tako zelo na hitro. Za čemaž pravzaprav, če ga popražimo, potem malo zgubi na intenziteti, ni pa nujno. Jaz ga velikokrat pravzaprav dam kar tako surovga, ne, ga porabim tako, da tudi ta korak kar spustim. In povejte nam malo, zakaj je čemaž dober? Ja. Kaj so njegove najboljše lastnosti? Vemo, da medvedje v pomladnem času, ko se zbudijo, grejo prvo jesti čemaž. To sem zasledila. Tako, čemaž rečemo, da vsebuje veliko C-vitamina, naprimer, koliko je to, no, zdaj nekje 100 mg na 100 gramov. To se pravi, z njim pokrijemo to dnevno dozo po C-vitaminu, ampak seveda nekateri pa priporočajo še bistveno večje doze C-vitaminov, tako da je včasih potem že 100 gramov premalo za to, ampak bistvo, ne, zakaj pa imamo radi čemaž, je pa zaradi teh spojin, ki so pravzaprav zelo podobne tudi v česnu. In to so žveplove spojine, ki se potem zelo različno pretvarjajo in postanejo zelo različne in delujejo na zelo različne organe v našem telesu. Super, no zdaj pa dajva midve to skupaj. Rabiva še krompirček. Tako, seveda, ko so to delali, so delali tudi na maščobi, a ne. Jaz bom uporabila kar olivno olje, lahko bi pa pač tudi kakšno drugo, ne. Potem pa seveda krompir bom uporabila tako še topel, zatega, da bo lepo zmehčal to strukturo in lepo povezal te vse rastline. Torej, ti kar nareži. Jaz te bom pa še povprašala, kaj je to? Evo, to je tudi zelo zanimiva rastlina, ki je tudi pravzaprav po celi Sloveniji. To pa je mrtva kopriva. Torej, še ena ta, ki ima tako nehvaležno ime. Je užitna? Užitna, seveda užitna in tudi zdravilna. Ne? Pravzaprav na njo kar največkrat pozabljamo, mogoče ravno zaradi takega imena, ne. Drugače pa se jo verjamem, da veliko ljudi spomni potem, ko smo bili majhni, smo takole cuzali njene cvetove in tisti, ki so bili sladki, so imeli noter še medičino, tisti, ki niso bili, so mogoče čmrli že pred nami pobrali. Zdaj ima pa mi, da to še začinile. In bo to naredila, ne? Ja, tako. In seveda tukaj bi lahko uporabila, naprimer, jaz sem dala od čemaža samo liste, lahko bi pa uporabila tudi pač kar popke, a ne? In ja, tudi tele cvetove od mrtve koprive. Čemaževi popki? Ja, tako. Užitna stvar? Ja, pri čemažu je pravzaprav cela rastlina užitna. In tako jo lahko uporabljamo pravzaprav celo leto, čeprav poletje res ne, ampak potem jesen pa zopet izkopavamo njegove čebulice, tako da ja, kmalu za listi pa seveda sledijo najprej popki, potem pa tudi plodovi, nad katerimi so mnogi tudi presenečeni, zato ker imajo res tak pravzaprav enak okus kot česen, ne? In se ga da marsikdaj tudi uporabiti kar v istih receptih. Tema zdaj midve to poskusiti. Jaz komaj čakam, da midve to poskusimo. Imamo še kaj premešale? Ja, dajva. Malo, ne, skupaj. Evo. Tako, jaz imam rada, da so jedi takele zelene. Drugače pa seveda je tudi normalno, da bi lahko tako jed dali tudi. Super je.
več krompirja. Te stvari bomo mi tudi delali na tistem dogodku. Je tako? Tako, mi bomo probali izkoristiti vse tisto naravno, kar je za tisti letni čas najbolj hranilno. Predvsem kakšne mlade rastline imamo radi, ki poganjajo tisti mesec. Pri čemažu mogoče takrat ne bojo več listi, mogoče ne bojo več popki, mogoče bojo že plodovi, a ne? Bomo videli. Bomo videli mi to zadevo, a ne? Dejansko divje rastline bodo in Katja bo z nami, tako da garantirano, a ne, se bomo kaj naučili. Super, hvala, vabljeni.